Dragi demokrati, lepo pozdravljeni na slovesnosti Ponosni na Slovenijo, na dogodku za tisto pravo Slovenijo. Slovenijo, katero si vsi želimo. Slovenijo, o kateri so sanjali veliki Slovenci. Slovenijo, katero so nam izborili ti veliki Slovenci, našo domovino, ki nam jo sedaj hočejo ukrasti, oziroma nam jo kradejo tisti, ki se zanjo nikoli niso borili. Tisti, ki so se samo oklicali veliki, pa niso ne veliki in ne Slovenci. Pa s tem ne mislim nacionalnosti, temveč dušo. Slovensko dušo, kajti človek slovensko dušo, z domoljubno dušo, ne bi nikoli na kocko postavil usode celotnega naroda na račun svojega boinskega življenja ter prihodnosti tisočerih ljudi, deseterih generacij in ne nazadnje države kot celote. 25 let mineva, odkar je slovenski narod krvavo potreboval spremembe. In takrat smo tudi dobili manevrsko strukturo narodne zaščite. Takrat, ko je bilo to najbolj potrebno. Tudi danes, v letu 2015, slovenski narod, Slovenija potrebuje spremembe, potrebuje pogumna dejanja. In kaj vse Slovenija pravzaprav potrebuje, se lahko vprašamo. Spremembe v slovenskem pravosodju, ki ni znano po svoji hitrosti, bolj po svoji brezbrižnosti. Šolstvu, ki bo brez ustreznih reform še naprej izobraževalo večinoma potencialno nezaposljiv kader. Gospodarstvu, ki še vedno nima podpore v bančnem sektorju za sam zagon. Kot vemo, je to ključno zlasti za mala in srednja velika podjetja, ki predstavljajo jedro vsakega zdravega gospodarstva. In seveda famoznem slovenskem medijskem prostoru, ki svojo roko monopola popači resnico v popolno laž za tako imenovani narodov blagor, katerega pomen pa je v svojih delih dodobra pojasnil že Ivan Cankar. Seveda ne smemo pozabiti na spremembe v politiki. Pa ne takšne spremembe, kot smo jih videli na zadnjih volitvah. Ne takšne spremembe, ki dopuščajo negospodarno ravnanje z državnim proračunom, z državnim premoženjem in s tem praznijo žepe davkoplačevalcev in se oklepajo državnega premoženja. Dovolj imamo takšnih politikov in politike, ki ustajajo na svojem, ki ne dajo ljudstvu, da pove, kaj hoče, ne pa da preko državnih podjetij, preko različnih tokov, avtorskih pogodb, milijoni, vaši milijoni, slovenski milijoni odhajajo v privatne žepe. Torej, vidimo, da Slovenija še vedno potrebuje, hrepeni po takšnih spremembah, ki bodo prinesle dejanske spremembe. Potrebujemo torej politiko, ki bo poskrbela za svoje, ne le volivce, temveč vse državljane in državljanke. Politiko, ki bo usmerjena v prihodnost in ne le sedanjost. Politiko, ki bo sprejemala zakone na podlagi vsebine in ne barve stranke, ki te zakone predlaga. Mimogrede, tukaj se lahko spomnimo zgodbe okrog zakona o pripravništvih. Potem politiko, ki se ne bo ukvarjala sama seboj, ampak z ustvarjanjem pogojev za razvoj in napredek države. In zlasti politiko, ki bo verjela in vlagala v mlade, ki bo omogočila pogoje za osamosvajanje mladih, za pridobitev kredita, stanovanjskega kredita, za prvo zaposlitev, za razvoj kariernih možnosti, za ustvarjanje družine in še številna druga področja, ki jih je potrebno učinkovito, temeljito in nemudoma urediti. Dragi domoljubi,
Danes se spominjamo nečesa, na kar smo ponosni. Na nas je, samo na nas, da poskrbimo, da bodo naši potomci, generacije, ki pridejo za nami, čez 25 let, čez 50 let, imeli nekaj, na kar bodo lahko ponosne. Zato je prav, da zberemo pogum in moč in ustavimo napad na temelje naše domovine, na temelje demokracije, na naše družine, na našo prihodnost. Čas je za spremembe, čas je za evropsko Slovenijo, čas je za svobodno Slovenijo.